I pa kot napovedano na teren do našega Roka v prenovljeno vilo Zlatico. Rok, lepo pozdravljen. Ja, lep pozdrav tudi tebi, Luka, v studio in lep pozdrav iz res čudovite vile Zlatica. Po tem intervjuju se bomo tudi malce še prestavili v druge prostore, ampak lahko že sam povem, da je res izredno okusno opremljena in zelo lepo okrašena. Tukaj ob meni pa je Andreja Rihtar, direktorica Foruma slovanskih kultur, ki ima po prenovi tukaj tudi sedež. Andreja, lep pozdrav. Lep pozdrav vsem vam, tebi na srečanju v naši vili. Ja, hvala lepa. Začel bom kar z vprašanjem o prvi občasni razstavi v prenovljeni vili, ki nosi naslov Od Hribarja do Foruma slovanskih kultur. Zdaj me pa zanima, kakšen je sploh namen te razstave in kaj lahko tukaj vidimo. Ja, mogoče dve besedi. Mednarodna ustanova Forum slovanskih kultur, ustanovljen 2004. Mednarodna ustanova z pravnim statusom, ustanoviteljice države, kjer se večinoma govorijo slovanski jeziki, to je 12 držav. In 17 let delovanja nas je pripeljala v dobrem sodelovanju z mestno občino in muzejem in galerija mesta Ljubljane do te lokacije v Rožni dolini, v Krasni vili, v sozvočju z ostalimi diplomati. In razstava, ki jo tukaj vidite od Hribarja do Foruma, izmenjujemo, povezujemo, oživčujemo, promoviramo in usposabljamo, je kratek presek, pregled tistega, kar je Hribar zasnoval, želel, dal svoje življenje, ne nazadnje, za to svojo idejo, da se Slovani med seboj bolje poznavamo, lahko sporazumemo v naših jezikih in tako dalje, je Forum prevzel to svoje poslanstvo, ki ga 17 let sedaj deluje, in pregled vsega tega. Tu za nama verjetno obiskovalci, gledalci vidijo, da je en neverjeten preplet današnjega povezovanja, 121 000 nazadnje partnerjev, v letu 2019 smo imeli 716 000 obiskovalcev oziroma vseh, ki so nas dosegli in še in še in še, iz nič v letu 2004. In ta razstava govori o naših projektih, največjem projektu 100 slovanskih romanov, projektu najboljše slovanske dediščine, nagrada za najboljši slovanski muzej, so Slovani za mizo, en krasen projekt, ne nazadnje življenja s hrano, kako smo različni, kako smo drugačni, in tudi promocija kot taka, sodelovanje z ostalimi ustanovami, UNESCO, Svet Evrope, Evropska muzejska akademija in še in še in še. Zakaj se vam pa zdi to povezovanje ravno tako pomembno in kaj lahko odnesemo Slovani s povezovanjem en z drugim? Ja, moramo vedeti, da pred 17 leti ali tudi 20 leti se pač zaradi preteklosti, dogodkov, ki so se odvijali, med sabo nismo dobro poznali in tudi prekinitev zaradi vojn v 20. stoletju, sodelovanja med južnimi Slovani na Balkanu, ne nazadnje tudi severnimi Slovani, vzhodnimi Slovani ni bilo. In ravno namen tega, da se ponovno povežemo v projektih in bolje sodelujemo. Posebej pa tisto, kar me vedno v 17 let spremlja, zakaj pa vi uporabljate tudi angleščino? Ja, uporabljamo kot tehnični jezik, ker je 13 slovanskih jezikov, uporablja neverjetno veliko cirilic, ki so si različne in jih je treba poznavati, in latinico. In vse spraviti na eno črto je zelo težko in zaradi tega je včasih, in da smo dostopni tudi drugim, vidni drugim, nujno imeti tudi angleščino. Če grejo gledalci na našo spletno stran, bodo to tudi videli, saj so vse informacije v vseh 13 jezikih. No, in med nami povezovanje in spoznavanje je zelo, zelo pomembno. Konec koncev je to 310 milijonov ljudi, ki živimo v teh državah, in je to polovica Evropske unije, da tako rečemo. In je to zelo, zelo, bom rekla, treba upoštevati, ne nazadnje tudi drugim drugačnim na zahodnem delu naše Evrope ali drugih kontinentih, da tukaj živimo neki narodi, ki imamo svojo kulturo, ki imamo svojo tradicijo, ki smo na to ponosni, odgovorni, in da nismo vsi eno, da Slovenija ni Slovaška, da Slovenija ni Rusija, da Slovenija ni Srbija, da Bosna in Hercegovina ni Poljska in tako naprej in tako naprej. Zgodbe
ki se sučejo med našimi projekti, ki pa je dobro, da bi jih spoznali mi sami in seveda tudi oni drugi, ki zelo malo vedo o slovanskih narodih. Se pravi, da nekako opozarjamo na svoje podobnosti, prav tako pa tudi na razlike, ki jih je vseeno med temi narodi kar precej. No, omenili ste tudi angleščino, ki je ključna, tukaj bi pa omenil projekt Slava, kjer ste prevajali slovanske avtorje v angleščino in pa tudi v portugalščino. Zdaj me pa zanima, kako da ste se sploh odločili za portugalščino? Ja, to je sestrski projekt iz zbirke 100 slovanskih romanov, kjer sodeluje 108 avtorjev iz 9 slovanskih držav, to se pravi, sodeluje 9 slovanskih jezikov. Teh 9 držav je postavila listo svojih novejših avtorjev, ki ustvarjajo po padcu Berlinskega zidu. In tako imamo danes v letu 2020 90 izdanih knjig. In ravno pa zaradi tega, da bi pa ti avtorji bili prepoznani in berljivi, brani tudi drugje, smo zbrali angleščino in portugalščino. Angleščino že zaradi tega, ker največ nazadnje je komunikacija, portugalščino pa zaradi velikega drugega kontinenta Amerike, kjer je Brazilija in kjer so slovanski avtorji popolnoma nepoznani. In tako smo se odločili, da prevedemo Draga Jančarja iz slovenščine v portugalščino, kar je tudi prvi direktni prevod v portugalščino. Avtor Drago Jančar je bil tudi na potovanju, na prezentaciji te knjige in bilo je neverjetno dobro sprejeto, z velika zanimanja, tako da mislim, da v tej smeri je potrebno tudi še nadaljevati. Se pravi, se obetajo morda prevodi še v kakšne druge jezike? Ja, pri nas je seveda v novi strategiji namenjeno, da gremo v španščino, absolutno, ker tudi ta del sveta, kjer govori špansko, so slovanski avtorji nepoznani in seveda neprepoznani. V tem smislu, da so različni jeziki ponovno, posebej pa različne zgodbe. Mi vemo, kaj je 20. stoletje prineslo oziroma kaj smo doživljali. In ena zgodba po padcu Berlinskega zidu iz Slovenije ali Poljske ali Češke ali Bolgarije je zelo, zelo drugačna in brati te avtorje, brati te zgodbe zna biti zelo, zelo zanimivo in seveda ob tem začutiti različnosti in drugačnosti. Ja, v to ne dvomim. No, poleg vsega dela, ki ga upravljate s prevodi, pa se bo tukaj v Vili Zlatica odvilo kar nekaj predavanj, izobraževanj, delavnic in tako naprej. Prireditev seveda bi morda lahko omenili kakšne, ki prihajajo v bližnji prihodnosti. Ja, tako je. Mi tukaj domujemo, kot sem že omenila, na pobudo mestne občine in Muzej in galerija mesta Ljubljane, ker je to neka naravna zgodba od Hribarja do Foruma. In da bo ta muzej imel svoje posebne zgodbe, privlačnost, tukaj intenzivno pripravljamo aktivnosti, programe. Že 2. junija ta teden se vključujemo v program aktivnosti z literarnim festivalom Fabula, tako da bomo imeli na vrtu večerna branja. Prav tako z ostalimi, bomo rekla, knjižnimi prireditvami, literarnimi prireditvami so v prihodnosti vključujemo prav tako za knjižnimi sejmi. So pa posebne prireditve namenjene prezentaciji posameznih držav, Poljska in Češka sta v ospredju trenutno, ko bomo imeli različna predavanja v sodelovanju z obema veleposlaništvama. Po poteh seveda direktnega sodelovanja med Slovenci, Čehi, Slovenci, Poljaki, kaj tudi to se nam zdi, da je tukaj v Sloveniji malo poznano mnogim. Se pa posebej pripravljamo seveda za program in aktivnost za študenti, ko govorimo o dediščini, pomembnosti in prioritetah, ki jih ima tudi Evropska unija v prihodnosti. Andreja Richter, najlepša hvala za vsa ta pojasnila in želim vam še naprej uspešno delo v Forumu slovanskih kultur in seveda tudi uspešno vse prireditve in dogodke ter projekte, ki se jih boste lotili v prihodnje. Jaz želim pa najlepša hvala za tale obisk in vabljeni še na naše prireditve, aktivnosti. Bo zanimivo, bo drugačno. Hvala.
Hvala lepa, tako slišali ste, spremljajte jih na spletni strani, tudi objavljeno v naši grafiki, tako da ne zamudite prihajajočih dogodkov in prireditev. Toliko zaenkrat iz Vile Zlatica, prav kmalu pa se spet vrnemo, se gledamo. Lep pozdrav, že smo iz oglasov, nahajamo se v Vili Zlatica. Tako je pravilen naglas, se opravičujem, prej smo narobe naglasili. V Rožni dolini je to in je bila nekoč domovanje enega najpomembnejših ljubljanskih županov Ivana Hribarja. Z nami je tudi Irena Žmuc, muzejska svetnica MGML, ki nam bo povedala več o slavnem županu in Vili Zlatica. Lepo pozdravljeni, Irena. Pozdravljeni, dober dan. Začniva kar z nekdanjim županom Ivanom Hribarjem. Kako se je on zapisal v zgodovino Ljubljane in v srca Ljubljančanov? Naj najprej povem, da je bil Ivan Hribar v občinskem svetu 28 let, od tega 14 let kot župan, drugače pa kot občinski svetnik. Že kot občinski svetnik si je zelo prizadeval za modernizacijo Ljubljane in eden najbolj uspešnih projektov, ki jih je izvedel, je bila postavitev mestnega vodovoda. Imel je veliko nasprotnikov, vendar je vztrajal. Takšen je bil pač po značaju in zato je leta 1890 ta vodovod stal, on pa je dobil častno meščanstvo mesta Ljubljane. No, poleg tega, da pa je poskrbel za vodovod, je poskrbel tudi za elektrifikacijo velikega dela Ljubljane in za vso to obnovo popotresne Ljubljane. Res je imel kar nekaj težkih izzivov v obdobju, ko je županoval. Res je, po potresu 1895 je bil takoj naslednje leto izvoljen za ljubljanskega župana. In takrat pravzaprav je začel ustvarjati svoje sanje v zvezi z mestom. Bila mu je zelo všeč Praga, torej Zlata Praga, kjer je nekdaj delal, in Zlato Prago je želel prenesti na Belo Ljubljano, seveda v merilu, kakršnega je Ljubljana imela. Naj rečem, da sprva, ko je sedel na županski stolček, je poslovenil in posodobil magistratno upravo. Določil uradne ure in s tem je povedana tudi zanimiva legenda. Namreč kakšnega uradnika ni bilo na njegovem delovnem mestu, kot je bila zapisana uradna ura, je župan Hribar pustil svojo vizitko, kar je pomenilo, župan je bil pred teboj na delovnem mestu. Ja, kot ste rekli, elektrifikacija mesta, ustanovitev plinarne. Ne smemo pozabiti na slovensko šolstvo, ustanovile so se slovenske šole, osnovne pa tudi recimo liceji. Higienizacija mesta, uredil je tržnico, odvoz smeti, da tako rečem. Ni bilo stvari, ki se je Hribar pravzaprav kot župan ne bi lotil. Povezovanje novih mestnih delov, pozidava novih mestnih delov, zlasti po potresu seveda je bila ta možnost, ko se je zavzemal tudi, da več let ne bi tisti, ki so gradili po potresu, plačevali davka na to. Zato se je zelo zavzemal in takrat je pravzaprav nastala Ljubljana, kot je rekel dr. Ivan Tavčar, iz Ljubljane dolge vasi je Hribar ustvaril sodobno mesto. Torej res nepredstavljivo velik pomen za Ljubljano. Zavzemal se je tudi za slovenščino, za Slovence in nasploh, kot smo prej že nekako omenili, za povezovanje slovanskih narodov. To je bilo tudi za tiste čase precej nepredstavljivo. Kako je to konkretno izgledalo? Ja, zanimivo je, da je že v Ljubljani prišel kot nadarjen deček seveda na nižjo gimnazijo in se zelo hitro začel zavzemati za to slovenstvo. Nadaljeval je študij oziroma to gimnazijo v Novem mestu, kjer je pa že nekako povezoval Slovence s Slovani in na ta način tudi deloval. Recimo nosil je suknjič, surko, kapo, podžebratko, kar je bilo za del profesorskega kadra na gimnaziji v Novem mestu seveda nepredstavljivo in zato je moral tudi to gimnazijo zapustiti, ker drugače bi ga izključili. Ampak, kot je sam zapisal, je leta 1869
pravzaprav edinkrat imel protekcijo v življenju, ko ga je Anton Tomšič, tedaj urednik Slovenskega naroda, predstavil v Banki Slaviji, kjer je začel kot praktikant. Najprej je delal v Ljubljani, nato pa v Pragi, kar pomeni, da se je zelo dobro seznanil s češkim jezikom, tako zelo dobro, da mu njegovi predpostavljeni niso pustili več študirati, ampak se je predvsem moral angažirati v tem zavarovalniškem bančnem poslu. Bil je res izredno uspešen. Iz začetnih 15 goldinarjev plače je torej v 3 letih prišel na 1000 goldinarjev. Tako da to je bila res izjemna kariera v Banki Slaviji in s tem seveda si je tudi dobil premoženje, določeno premoženje, precej visoko seveda kot visok meščan, podjetnik, je prišel nazadnje kot ravnatelj Banke Slavije v Ljubljano in zato lahko predstavljamo tudi ta način meščanskega življenja v njegovi vili. No, ravno to sem mislil vprašati. Naslov prve razstave je Ivan Hribar in ljubljansko meščanstvo. Kaj nam razstava sploh predstavlja in kaj na njej lahko vidimo? Zdi se mi, da v muzejskih postavitvah zelo redko predstavljamo ta način meščanskega življenja. Ljubljanski muzej je imel izredno srečo, da smo sodelovali z dr. Zlato Hribar že od leta 1985, pa nekateri moji kolegi že prej. Imeli smo že razstavo v samem muzeju, tako da v letu 1998 pa smo lahko preko Državnega zbora odkupili del te dediščine od dr. Hribar in mislim, da nam je zdaj po prenovi vile res uspelo postaviti meščansko vilo s predvrtom, z vrtom, ki je sicer okrnjen, ker kasneje oziroma po letu 1945 so del vrta tudi prodajali. Ampak v osnovi ta vila ostaja in je opremljena tako, kot je nekoč bila. Ja, prenova je morala potekati tudi po določenem konzervatorskem načrtu. Kaj to točno pomeni? Torej, konzervatorski načrt je načrt, ki je dokument, ki pravzaprav določa, kako se ohranja in varuje kulturni spomenik. Seveda vsak kulturni spomenik prinaša določene vrednote in pač mi v tem kulturnem spomeniku, namreč Vila Zlatica je bila leta 2017 razglašena za kulturni spomenik lokalnega pomena in s tem ohranimo to meščansko življenje, celo visoko meščansko življenje, kajti vedeti moramo, da Hribar ni bil le župan, on zaključi županstvo leta 1910. On je bil tudi veleposlanik Kraljevine Srbov, Hrvatov in Slovencev v Pragi, torej v letu 1921. Bil je kraljevi namestnik za Slovenijo, bil je član ustavodajnega sveta Kraljevine Jugoslavije, to že Kraljevine Jugoslavije, in od leta 1932 do 1938 ga je kralj Aleksander imenoval za senatorja Kraljevine Jugoslavije. To se pravi, to je bilo res to izredno visoko meščanstvo, ki ga je Ljubljana imela in to pravzaprav želimo predstaviti našim obiskovalcem. No, za konec se še dotakniva osebe, po kateri vila nosi ime, torej Zlatica, hčerka Ivana Hribarja. Kako je ona pripomogla k ohranjanju dediščine in spomina na očeta? Ja, Zlatica je bila hčerka iz drugega zakona, ves čas je živela v tej vili. Leta 1941, kot veste, postane skoraj Hribar legenda, ko ob okupaciji Ljubljane, Slovenije in cele Jugoslavije stori samomor, to je samomor ne iz obupa, pač pa iz upora. In žena Marija in Zlatica sta ohranjali njegovo dediščino, torej Zlatica vse do leta 2000, ko je tudi ona umrla. Moram reči, da je z oporoko, že prej je muzej kupil, kot sem omenila, pohištvo, recimo porcelan in tako naprej.
medtem ko del je Zlatica muzeju tudi podarila, to so bili recimo osebni predmeti Ivana Hribarja, ali pa recimo poslovilna pisma, kajti temu ni mogla določiti cene. Tako da ja, Zlatica je z oporoko zapustila vilo državi, država pa potem po nekaj letih mestni občini Ljubljanski, tako da smo zdaj, pravzaprav muzej upravlja s to zbirko v vili Zlatici. Čisto za konec še, kdaj ste odprti za vse obiskovalke in obiskovalce, da lahko pridejo pogledati stalne in tiste neredne razstave, ki bojo tukaj le v vili Zlatica? Pravzaprav glede na samo razporeditev predmetov, ki jih imamo v vili, imamo napovedane obiskovalce. To se pravi, na vsako uro se lahko prijavijo, ker sam prostor prenese samo 5 obiskovalcev skupaj z vodičev. Po eni strani zaradi varnosti NIJZ-ja, po drugi strani pa za varovanje predmetov, ki so postavljeni tako, kot da so ravnokar recimo ostali od jedilne mize ali pa Ivan Hribar od pisalne mize. Mislim, da je zaprto samo v ponedeljkih, tako kot vsi muzeji, pa takrat je tudi čas za čiščenje, drugače pa od 10 do 6 vsak dan. Naročila pa verjetno oziroma prijave sprejemate na spletni strani in prek telefona. Tako, točno to. Preko telefona in na spletni strani se lahko prijavijo in to zdaj že teče od 11. maja naprej. Kakšen pa je bil odziv do zdaj obiskovalcev, ki so bili tu? Veste, moram reči, da izjemen, glede na to, da je vila nekako izven središča mesta. Ampak resnično verjamem, da je Ivan Hribar res v zavesti Ljubljančanov kot eden najboljših ljubljanskih županov in mislim, da se to pozna tudi pri obisku. Irena Žmuc, najlepša hvala za ta pojasnila, da ste nam približali tako župana kot njegovo hčerko in samo vilo, ki tukaj le stoji v Rožni dolini. Želim vam še naprej uspešno delo in seveda vabim vse gledalke in gledalce, naročite se in si pridite pogledati še sami. Irena, najlepša hvala in vse dobro. Hvala lepa za obisk. Nasvidenje. Takole, s tem besedami pa se tudi poslavljava iz vile Zlatica. Gremo sedaj v oglase, potem pa spet nazaj. Se gledamo.